Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, kjer škrati živijo. Pokaži mi zvezdo z mojim imenom, zloži mi pesem z bizarnim refrenom. Povabi me včasih v kraje neznane, mi zjutraj pod okno pripelji cigane. Povej mi o sanjah, četudi so grešne, zaupaj mi želje, četudi so smešne. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti, saj sreča ni nekaj, saj sreča ni nekaj, kar pride naproti. Hvala glasbenikom za čudovit uvod v nocojšnjo slovesno prireditev. Spoštovani gostje, cenjeni obiskovalci, dobrodošli v knjižnici Brežice, prostoru in okolju, kjer se, kot je na začetku prejšnjega stoletja v Dumi zapisal Oton Župančič, žile življenja stekajo. Pota vesoljstva tukaj se sekajo. Današnja prireditev, katero nas je v spremljavi Roberta Petana in Anžeta Podgornika popeljala Maja Vajs, je namenjena predvsem letošnji 70. obletnici delovanja knjižnice v Brežicah po drugi svetovni vojni. Knjižnični razvoj je povezan z govornim naslovom uvodoma izvedene skladbe, ne bodi kot drugi. Tudi te besede so nas uspešno pripeljale vse do današnjega jubileja. Ustanovitev knjižnice v Brežicah je bila samoumevno nadaljevanje predvojne knjižnične dejavnosti v Brežicah, ki sta jo razvijali predhodnici, Slovenska čitalnica in Sokolska knjižnica. Začetek slednje sega v leto 1908. Tega leta je bila prvič objavljena tudi Župančičeva Duma, katere besede in verzi bodo sooblikovali današnji dogodek. Strnili bomo spomine in se od današnjega dne sprehodili vse do prvih knjižničnih začetkov po drugi svetovni vojni v Brežicah. Sedanjost bomo povezali s preteklostjo in prihodnostjo, uradno zaokrožili tako imenovano Toporišičevo leto ter novi generaciji marljivih študentov podelili štipendije ustanove patra Stanislava Škrabca. V knjižnici Brežice s pestrim strokovnim in kulturnim delom vzgajamo, izobražujemo, osveščamo in obveščamo svoje uporabnike. Knjižna kultura je prepojena z izobraževanjem in je pomemben vseživljenjski proces. Znanje pa je tista vrednota, ki odpira vrata, ustvarja možnosti za razvoj in nove priložnosti. Z roko v roki se premikamo v pravo in boljšo smer. Knjižnica je sestavni del kulturnega in vzgojno-izobraževalnega sistema v lokalni skupnosti. Tovrstno sodelovanje in povezovanje bosta v nadaljevanju ubesedila magistrica Teja Benkoč, direktorica knjižnice Brežice in župan občine Brežice, gospod Ivan Molan. Izvolite. Spoštovana državna sekretarka, gospod Damjana Pečnik. Spoštovani župan občine Brežice, gospod Ivan Molan.
spoštovani gospod Janez Škrabec, direktor Rika in ostali gosti ter prisotni. Ustvarjamo, rastemo, se povezujemo, širimo in bogatimo. Uvodne besede ponazarjajo poslanstvo knjižnice Brežice, kjer so zrasle, se širile in povezovale že številne generacije. Samostojnim delovanjem in preimenovanjem ter novim vodstvom je knjižnica doživela razcvet v vseh dimenzijah. S posodobitvijo in razširitvijo njenih prostorov smo v preteklih letih naredili pomemben korak k večji dostopnosti naših storitev. Letošnjo jubilejno leto smo začeli 20. aprila z odprtjem prenovljenih prostorov domoznanske zbirke. Tako bo najpomembnejša zbirka vsake splošne knjižnice rasla tudi v Brežicah, se razvijala ter skrbela za ohranjanje in prenašanje ustvarjalnosti iz roda v rod. 20. junija smo v sodelovanju z društvom Jasa odprli likovno-besedno razstavo Dobro je brati dobre knjige. Razstava je vključevala izdelke otrok, ki so nastali v tej vseslovenski akciji. V čast nam je, da je knjižnica Brežica predstavnica ožjega programskega odbora Toporišičevo leto. Raznoliko, uspešno ter predvsem povezovalno in sodelovalno enoletno obdobje zaključujemo danes, na dan, ko bi akademik Toporišič obeležil svoj 90. rojstni dan. Ponosni smo, da bomo naše jubilejno leto nadaljevali s sejmom v gosteh, se bo slovenski knjižni sejem prvič potoval iz Ljubljane. V naše prostore bo pripotoval v četrtek 24. novembra. Rumeni dežnik bo ta dan in dneh pred prihodom sejma v goste v Brežice povezoval različne starostne in socialne skupine. V 6 desetletjih razvoja smo rasli, zrasli in se razcveteli. Vrt 7. desetletja bogati predvsem sodelovanje z vami, spoštovani gostje in obiskovalci. Naj vas vaše poti tudi v bodoče vodijo na naš vrt tisočerih čudes. Zadovoljen uporabnik povečuje knjižnici ugled v okolju, zato smo se razveselili vtisov, ki smo jih od uporabnice prejeli pred dnevi. Urška Romih nam je pisala: svoje delo opravljate odlično. Naj samo še dodam, da mi je vaša knjižnica še posebno pri srcu, saj sem tja pred leti zahajala skoraj vsak dan zjutraj, ko sem čakala, da se prične pouk v gimnaziji. Pri vas sem se učila, se sprostila, včasih pa samo počivala in za kratek čas zaprla oči na fotelju pri revijah. To je bil moj kraj, kjer mi je bilo prijetno in kjer sem bila preprosto srečna. Spodbudna misel za vse zaposlene, ki so pri tem pomagali. Zahvaljujem se nekdanjim in trenutno zaposlenim za njihovo obogatitev strokovnega dela in razvoja knjižnične dejavnosti ter odličen odnos do uporabnikov. Ob tem dogodku velika zahvala ožjim in zunanjim sodelavcem za vrhunsko opravljeno delo. Arhitektki Nataši Filipčič sodelavci in drugim zunanjim izvajalcem se zahvaljujem za ohranjanje arhitekturnega pečata knjižnične stavbe, ki je uvrščena na portal najlepših knjižnic Evrope. Hvala podpornikom, donatorjem, generalnemu sponzorju današnje proslave podjetju Riko in drugim ustanovam za finančno podporo pri izvedbi in uresničitvi zamisli v skupno dobro naših obiskovalcev. Ministrstvu za kulturo se zahvaljujem za njihov delež sredstev pri nakupu knjižničnega gradiva. Za skrb in prispevek k trajnostnemu razcvetu se iskreno zahvaljujem naši ustanoviteljici občine Brežice, saj nam zagotavljanjem pogojev za delovanje omogoča, da služimo svojim uporabnikom oziroma občankam in občanom. Skupaj oblikujemo knjižnične prostore, izpolnjujemo poslanstvo naše knjižnice ter sledimo razvojni viziji. Ponosni smo, da občani knjižnico prepoznavajo kot prostor za srečevanja, druženja in učenje. Spoštovani župan, v zahvalo za podporo ter razumevanje naše dejavnosti
vam izročam umetniško delo ukvirjeni akvarel knjižnične stavbe, ki smo jo zgradili ter skupnimi prizadevanji oživeli s programi. Spoštovana direktorica knjižnice Brežice, spoštovani zaposleni, dragi gostje ter vsi prisotni. Veseli me, da je knjižnica Brežice praznuje svoje 70-letnico delovanja v primernih prostorih z uspešno ekipo zaposlenih in močno se vpleta v lokalno skupnost, ki jo dejavno sooblikuje. S spreminjanjem družbe se je razvijala in spreminjala tudi vloga splošnih oziroma ljudskih knjižnic. Vendar pa so knjižnice zmerno ohranile skrb za slovenski jezik in kulturo. Temu vzoru je sledila tudi knjižnica Brežice, ki je znala preslovniti spremembam potrebam uporabnikov in se iz prostora za izposojo knjig razvila v izobraževalno, kulturno in družbeno središče naše občine. Občina Brežice se zaveda pomena, ki ga ima knjižnica v življenju lokalne skupnosti, zato redno zagotavljamo proračunska sredstva tako za knjižnico kot za ostalih 17 zavodov. Občina zagotavlja sredstva za plače 14 zaposlenih, za materialne stroške, investicije in vzdrževanja ter seveda vsako leto denar za programe in nakup knjig. Občina redno investira v posodobitve, s katerimi knjižnica sledi novostim in z vsebino nadgrajuje z različnimi dejavnostmi. V preteklih letih so se pomembno izboljšali pogoji za delo zaposlenih in prostorski pogoji za uporabnike knjižnice. Do zidava prostorov v letu 2006 je knjižnici dodatno prinesla razširitev in tudi naslov ene izmed najlepših knjižnic v Evropi. Odprt je bil mladinski oddelek, uveden knjigomat, v osnovni šoli Pišece je bilo vzpostavljeno amortiziran oddelek knjižnice in vojašnice Jerneja Malana v Cerklah v Krki razširjen oddelek. V tem letu so bili prenovljeni prostori domoznanske zbirke, ki je pomembna pričevalka o delu in dogodku v naših krajih, še posebej zato, ker sta bila naša rojaka velika slovenska jezikoslovca Max Pleteršnik in dr. Jože Toporišič. Ko zaključujemo Toporišičevo leto, se želim zahvaliti knjižnici Brežice, ki je v sodelovanju s civilno pobudo vasi Mostec in Posavski muzej Brežice pomemben promotor Toporišičeva leta. Knjižnica Brežice se s številnimi prireditvami, delavnicami in ostalimi aktivnostmi uvršča med najdejavnejše ustanove naših občin in Posavja. Danes je knjižnica Brežice prostor odprtosti in enakopravnosti, prostor medgeneracijskega sodelovanja in vseživljenjskega učenja, center kulture in navdiha, tudi tolažbe, sprostitve in prijetnega druženja, za kar imajo največ zaslug zaposleni, brez kateri bi bila knjižnica samo zanimiva zgradba s polnimi knjižnimi policami. Verjamem, da bo knjižnica prihodnje nadaljevala svojo pot k ljudem in skupaj z uporabniki vseh generacij, še posebej s tistimi iz razljivih družbenih skupin, ohranila svojo vlogo kot prostor svobode, izobraževanja, enakosti in sodelovanja. Ob okroglem jubileju knjižnice Brežice iskreno čestitam vsem uporabnikom in zaposlenim z najboljšimi željami za prihodnost. Ob te priložnosti pa tudi podarjam plaketo knjižnici v imenu občine Brežice. Želim še naprej lepo praznovanje. Hvala lepa direktorici in županu. Kulturno-izobraževalne ustanove in projekte podpira tudi država, ki skrbi za razvoj in delovanje sistema zagotavljanja kakovosti na področju slovenskega knjižničarstva. To je pomembno za obstoj in razvoj slovenskega jezika ter kulture. Za suverenost in živost lepe slovenske besede skrbijo tudi na Ministrstvu za kulturo. Z nami je državna sekretarka, gospa Damjana Pečnik, ki jo vabim k besedi. Izvolite. Spoštovane
dame in gospodje, gospa direktorica, gospod župan, vsi cenjeni gostje. Na prvi pogled je za starodavne Brežice 70 let knjižnice le hip, saj zgodovina mesta sega najmanj v obdobje Keltov in njihovih naslednikov, Rimljanov in Slovanov. Na drugi strani je to častitljiv jubilej, ker je knjižnica, katere tradicija sega v leto 1880, enako stara kot naša nacionalna knjižnica v Ljubljani. Obe sta kot Feniks iz pepela zrasli po požijih knjig med drugo svetovno vojno. Lok med knjižnicama vzpostavlja znameniti jezikoslovec dr. Jože Toporišič. V vaši knjižnici je dobil tudi svoj kot. V gimnazijskih letih se je plemenitil s knjigami v domači knjižnici v Brežicah in med študijem v Plečnikovi palači v Ljubljani. Njegovo delo dokazuje, da sta knjiga in slovenski jezik temelj, na katerem lahko gradijo znanstveniki vseh generacij. Osveščanje s slovenščino je danes omogočilo simpozij in predtem zelo dobro organizirano Toporišičevo leto, ki ga sklenjate danes. Knjiga in slovenska beseda imata v Brežicah na robu Slovenije še dodaten zven in pomen. Bolj kot Matija Gubec in Ilija Gregorčič je našo identiteto gradila in ohranila prav slovenščina. Morda ni slučaj, da je prav vzhodni rob Slovenije posejan z domovanji številnih jezikoslovcev, ki so svetovnega slovesa, od Prlekije s Franom Miklošičem, mimo Pišec s Peteršnikom in vse do Župančičeve Vinice z Otonom Berkopcem. Podobno vlogo čuvarja slovenske knjige in jezika je imel Stanislav Škrabec na zahodni strani domovine. Bil je naslednik desetin patrov, ki so ohranjali antična znanja, ter jih je skozi Žiče in druga samostanske knjižnice ohranjali do današnjih dni, do digitalne dobe, ko knjižnica prerašča v informacijsko središče, v križišče srečevanja ljudi, knjig, medmrežja in postaja dnevna soba mladih, kot smo slišali. Tudi v dobi mobilnikov postaja jezik osnovna komunikacija, tako za nagovor ali za pesmi, ki jih brežiške pevke prenašajo na nove generacije. Vsem nam ne zveni naprej v tiskani knjigi ali govorjeni besedi, kakor je podaril akademik Toporišič. Slovenščino je potrebno spoštovati tako, kot svoj jezik spoštujejo pripadniki velikih narodov. Želim vam še veliko uspeha in predvsem lepih trenutkov v vaši krasni knjižnici. Hvala lepa. Hvala lepa. Tu se žile življenja stekajo, pota vesoljstva tukaj se sekajo, ljubim jih, s hrupom in šumom ta velika mesta. Skoznje v svobodo gre, skoznje v bodočnost gre cesta, je med drugim zapisal Oton Župančič v Dumi. Spoštovani gostje, cenjeni obiskovalci, veseli smo, da so vas danes ceste in različne poti pripeljale v naše mesto, majhno, a kulturno bogato. V nadaljevanju druženja se bomo skupaj podali po kronološko začrtani poti v preteklost skozi 3 obdobja. Do samega začetka knjižnice, najprej pa bomo predstavili sedanjost. Knjižnica Brežice je stičišče poti vseh generacij ter družbenih skupin. Po zaslugi arhitektke Nataše Filipčič predstavlja zgled tovrstne ustanove kot reprezentančnega objekta ter urbanističnega in umetniškega dosežka. Zasnovanje s prenovitvijo in razširitvijo starega dela zgradbe, knjižnična stavba pa je današnjo podobo dobila leta 2006 in je uvrščena na portal najlepših knjižnic v Evropi, kot smo že slišali. Zasnovo oblikovanja knjižnice Brežice je arhitektka opredelila kot izrazito in čutno povezovanje obstoječega in novega, zunanjega in notranjega, funkcije in oblike, potez celotnega objekta, ne le dozidave. Zunanje posebnosti zgradbe predstavljajo oblikovno poudarjeni verzni elementi, stene in strehe, elementi panojev in vencev, steklene stene, ki postopoma uresničujejo načelo povezovanja, da bi zlitje dosegli v Župančičevih besedah tu se žile življenja stekajo, pota vesoljstva tukaj se sekajo, zapisanih na steklenem delu hodnega pročelja. Naša knjižnična stavba je zlitje arhitekturnega in duhovnega ravnotežja, v zavetje katerega prijazno vabimo prav vsakega izmed vas.
Tako smo prijetne urice v knjižničnih prostorih pred leti preživeli tudi s predstavnico mestne knjižnice Ljubljana, vodjo borze dela, gospo Liljano Pahor, ki je danes tudi z nami. Dober večer, lepo pozdravljeni. Dober večer vsem prisotnim. Rekli smo, da postaja knjižnica vse bolj pomemben življenjski prostor in vi imate izkušnje tudi s sodelovanjem z ranljivimi skupinami. V mislih imam predvsem iskalce zaposlitve. Kaj lahko zanje pravzaprav stori knjižnica? Ogromno, ampak najprej bi rada čestitala ob 70. obletnici, eminentni obletnici knjižnice. In ja, knjižnica je srce lokalne skupnosti. In seveda zaposleni v knjižnici in vodstvo so še posebej tenkočutni prav do najbolj ranljivih skupin. In to je do iskalcev zaposlitve. Se pravi do mladih brezposelnih, do te srednje generacije brezposelnih in starejših. In tako je enostavno vodstvo in seveda skupaj še z ostalimi, se pravi Zavodom za zaposlovanje knjižnica Brežice, Zavod za zaposlovanje Mestna knjižnica Ljubljana, informacijski servis Borza dela, organizirali delavnice, v katerih smo usposabljali in, bom rekla, okrepili veščine in znanja teh iskalcev zaposlitve, ki so bili s temi delavnicami zelo navdušeni, še več, kot predavateljci povratna informacija, kar nekaj veliko se jih je zaposlilo, veliko je šlo v podjetništvo, kar zdaj zelo podpira naša država. In ja, hvala pač direktorici, magistri Tej Benkoč in njenim zaposlenim, da imajo tak dober posluh prav za te ranljive skupine. Verjamem pa, da tudi v prihodnosti se bomo srečali na področju karierne orientacije. In ja, knjižnica je vedno in vedno bo srce vseh nas, ki jo obiskujemo. Hvala lepa, to je... To je čutiti tudi iz te vaše izjave. Hvala, ker ste prišli in želimo vam seveda še naprej tako uspešno delo. Knjižnica je tudi vrt različnih oddelkov in prostorov, katerega korenine s kolekcijami premičnih zbirk in avtomatizirano izposojo knjižničnega gradiva segajo bolj oddaljene kraje v občini. V prenovljenih prostorih domoznanske zbirke obujamo spomine v sedanjem utripu, zbiramo in digitaliziramo domoznanske vsebine, zgodbe in novice ter tako skrbimo za njihovo ohranjanje in prenašanje iz roda v rod. Zagotavljamo prostore knjižnici Fakultete za turizem v Brežicah. Z otroško razposajenostjo in pisanimi knjižnimi policami polnimo svetel prostor v prvem nadstropju osnovne šole Maksa Peteršnika v Pišecah. Na široko razprtih krilih lastovke pa ob četrtkih letimo tja, kjer so ljubitelji knjig doma, v dom upokojencev Brežice. Ja, in tudi za vojaško okolje, ne le danes, tako je bilo tudi v bivši državi in vojski, je knjižnica seveda zelo pomembna. Iz vojašnice Jerneja Molana Cerklje ob Krki prihaja oziroma je prišel k nam major Aleš Zajc. Kako se povezujete vi s knjižnico Brežice? Ja, lahko rečem, da tudi vojašnica prispeva in kamček mozaiku delovanja knjižnice. Mi smo tam v 90-ih letih ponudili knjižnicne prostore. Knjižnica je bila v bistvu prva civilna organizacija, kateri smo ponudili možnost delovanja v vojašnici, s tem smo se tudi odprli lokalnemu okolju in omogočili seveda krajanom Cerklje in okolice, da so bližje prišli tako otroci iz šole kot tudi starejši. Mi smo potem svojo dejavnost širili še naprej, tudi na galerijo, pa vse do danes, ko imamo v vojašnici celo osnovno šolo. Izkazalo so se potrebe po povečanju prostora za delovanje vojašnice, vendar obstoj knjižnice v vojašnici ni bil nikoli vprašljiv. Še več, mi smo tam leta 2014 knjižnici ponudili tudi dodatni prostor, kar je knjižnica z veseljem, z maločno sobo, torej ta soba
tudi sprejela in tako smo se še povečali možnost delovanja knjižnice v Jašnici. Jaz bi se v tej priložnosti bi čestital vsem sodelavce knjižnice Brežica v tem visokem jubileju in zaželel še naprej uspešni del. Hvala lepa. Pa naj še doreče, da Vojašnica ne more imeti kulturnega in izobraževalnega pridiha. Knjižnica je za občane in obiskovalce izven občinskih meja tretji življenjski prostor. V zadnjem desetletju smo obogatili programe bralnega opismenjevanja, z miganjem z računalnikom in pred njim pa je zaživelo informacijsko opismenjevanje. S predavatelji strokovnih in poljudnih vsebin obnavljamo in bogatimo svoje znanja ter se urimo na različnih izobraževalnih tečajih, delavnicah in drugih srečanjih. Vse to podpiramo tudi tehnološko, z najnovejšim sistemom COVIS-3, samostojno izposojo gradiva na knjigomatu, tehnologijo radiofrekvenčne identifikacije, spletno stranjo in kako drugače v 3. tisočletju s Facebookom. Raziskava vpliv družbenih omrežij na slovenske knjižnice, predstavljena oktobra leta 2012, je pokazala, da je imela knjižnica Brežice takrat na Facebooku med vsemi slovenskimi knjižnicami največ članov. Prevedeno povedano všečkov, prijateljev. Na spletnem portalu YouTube so dostopne tudi vsebine oziroma posnetki knjižne in knjižnične vzgoje knjižnice Brežice. Nič ne de, če ste preskočili katero izmed zanimivih predavanj oziroma predstavitev. Vsebine so namreč trajno zapisane na tem virtualnem mediju. Malce pobrskajte in uživajte v ogledu. Župančič je v Dumi zapisal tudi: videl sem hišo ob cesti in krenil sem vanjo popotnik. Prava popotnica pa je bila tudi naša knjižnica. Odpotujmo skupaj v preteklost med leti 2005 in 1980. Knjižnično rast so v tem obdobju spremljale številne selitve in organizacijske oblike. Od začetkov v kulturno-prosvetnem društvu Stanko Černelič je knjižnica leta 1963 postala samostojna občinska matična knjižnica Brežice, v sredini 80-ih let ena od enot Zavoda za kulturo Brežice, od leta 1992 pa je samostojni javni zavod. Samostojnostjo in novim vodstvom v mestnem obdobju med prvo upraviteljico in zdajšnjo direktorico magistrico Tejo Venkoč je knjižnico vodila gospa Mija Šeber, so se v knjižnici izboljšali pogoji za delo, prostor, zaposleni, gradivo. Osnovna dejavnost se je razcvetela. Odpiralni čas se je podaljšal, izposoja, obisk in članstvo pa povečevali. Hkrati je to tudi obdobje prvih računalniških začetkov. Knjižnica je po vojni dobila prostor za svoje delovanje najprej v učilnici osnovne šole, leta 1955 se je preselila na cesto Prvih borcev, 10 let kasneje v nov posvetni dom, leta 1980 pa na sedanjo lokacijo Zgornje Nadstropje. Leta 2005 je pridobila pritličje, leto kasneje pa še prizidek. To je tudi obdobje, ko je knjižnica začela sodelovati z akademikom, profesorjem, doktorjem Jožetom Toporišičem, piscem slovenske znanstvene slovnice, vodilnim avtorjem slovenskega pravopisa, izjemno plodnim raziskovalcem, urednikom, kritikom, polemikom, profesorjem. Njegova dela poznamo vsi, ki imamo radi slovenščino. Svojim vsestranskim delom na različnih jezikoslovnih področjih je uspel slovenščino postaviti v okvire sodobnega evropskega jezikoslovja. V drugi polovici 20. stoletja je tako posredno in neposredno močno vplival na pomen, razvoj in položaj slovenščine kot sodobnega jezika in odločno pripomogel k dvigu slovenske kulturne identitete. V čast nam je, da ima zbirka jezikoslovčevih del posebno mesto v domoznanski zbirki in na strokovnem oddelku knjižnice, da smo gostili predpremierno predvajanje dokumentarnega filma Toporišič, samotni hodec skozi neprijazni čas
In ne nazadnje tudi to, da je veliki jezikoslovec brežiško knjižnico doživljal kot prijetno zatočišče, v katerega se je rad vračal, ko je obiskoval svoj rojstni kraj Mostec ter sorodnike in prijatelje v bližini Brežic. Eden teh obiskov je tudi posnet, pa si ga oglejmo. Naša generacija ga zelo dobro pozna. Tudi starejši ga poznajo, predvsem pa krajani Dobove in okolice. Med našimi domozdanskimi deli imamo dva znana slovenska jezikoslovca. To sta Max Pleteršnik in akademik profesor dr. Jože Toporišič. Akademika smo vključili v njegovi 80-letnici, to je bilo leta 2006, ko je knjižnica Brežice odpirala dodatne prostore in smo dobili tudi prostor za domozdansko zbirko. In tedaj smo njegova dela razstavili na strokovnem oddelku, ker je pa naš rojak, ki je tudi častni občan občine Brežice, zelo aktiven, smo zbirko njegovih del poimenovali kar rastoča zbirka. Sam akademik profesor dr. Jože Toporišič pa pravi, da je v knjižnici Brežice dobil svoj kot. Jaz te knjige nisem poznal, zvedel sem danes, da imam jaz tudi tu članek, ki prikazujem svojo trnovo pot, bi rekel, do tega, kar sem. No, saj veliko nisem dosegel, kljub temu, da sem akademik in mi pravzaprav neka vodstvena vloga v tej družbi pripada in če ti pripada, potem je treba vsaj dela izkazovati, ki so primerna za tako kariero, kakor sem jo jaz delal. No. Kakšna skromnost tako velikega človeka. V knjižnici Brežice se spodbujanje k ohranjanju in utrjevanju lepe slovenske besede zrcali tudi v pestri izbiri knjižničnega gradiva v slovenskem jeziku in številnih prireditvah za vse generacije. Pri ohranjanju jezika pa ima seveda pomembno vlogo tudi glasba, slovenska glasba. Na oder vabim mlade tamburaše iz kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Artiče, Alena Postevca, Blaža Pleteršnika in Kristjana Franiča ter izvrstnega saksofonista domačina Lovra Raubarja. Slišali bomo zagorske zvonove, Toporišičevo najljubšo pesem. Hvala lepa. Knjižnica Brežice je bila predstavnica ožjega programskega odbora Toporišičevo leto, oblikovanega na predlog civilne pobude v spomin dr. Jožetu Toporišiču Mostec v tamkajšnji Brodarski hiši. Enoletno obdobje smo začeli 11. oktobra lani z akademikovim 89. rojstnim dnem, slavnostno pa ga zaključujemo danes z njegovim 90. rojstnim dnem.
Program je bil tako lokalni kot vseslovenski. Članom ožjega programskega odbora, to so občina Brežice, civilna pobuda v spomin dr. Jožetu Toporišiču Mostec, Posavski muzej Brežice in knjižnica Brežice, so se pridružile številne organizacije, ustanove in posamezniki, ki so bili aktivno povezani z akademikovim življenjem in delom. Povezani smo pripravljali številne dejavnosti. Oblikovali smo tudi odbor ambasadorjev Toporišičevega leta, v katerem so sodelovali naše rojakinje in rojaki iz Brežic in okolice, tesno povezani z našo prestolnico. Skupaj smo izdelali celostno grafično podobo programa in pripravili promocijsko gradivo. Se v domačih krajih, knjižnicah in drugih ustanovah po Sloveniji predstavili z avtorsko predstavo Toporišič. Toporišičeva sinova sta Narodni in univerzitetni knjižnici predala očetovo rokopisno zbirko. Po akademiku Toporišiču smo poimenovali osnovno šolo v Dobovi. Mu na rojstni hiši na Mostecu postavili spominsko ploščo in se mu v prostorih Posavskega muzeja Brežice poklonili z umestitvijo na stalno razstavo. Toporišičeva domačija je postala ena od točk posavske jezikoslovne poti, korenine jezika, gimnazijci Brežiške gimnazije pa se bodo pravopisnih in številnih drugih pravil učili v novoimenovanih učilnicah, učilnici dr. Jožeta Toporišiča in učilnici Maksa Pleteršnika. Rezultat Pleteršnikovih dnev 2015 v Pišecah je letos septembra izdani zbornik spominov. Z ohranjanjem in predstavljanjem neprecenljive dediščine akademika profesorja dr. Jožeta Toporišiča bomo seveda nadaljevali tudi po uradnem izteku Toporišičevega leta. Prizadevamo si za postavitev večjega spominskega obeležja na Mostecu in v Ljubljani. Slovenski knjižni jezik bomo vsako parno leto ohranjali s strokovnimi posveti, imenovanimi Toporišičev dan, vsako neparno leto pa s Pleteršnikovimi dnevi. Zadnji izmed dosežkov pa je novoimenovani Trg Jožeta Toporišiča, kar je zdaj tudi novi uradni naslov knjižnice Brežice. Posebna povezava se je v tem letu spletla tudi z društvom zbirateljev Verigar Brežice. Društvo je v knjižničnem jubileju in v spomin omenjenemu gibanju ter poklon akademiku Toporišiču izdalo jubilejno ovojnico, znamko in žig. Že sedaj vas prijazno vabim, da si razstavo tega gradiva po končanem uradnem delu gledate na strokovnem oddelku knjižnice v sosednjem prostoru. No in med nami je, kajti prijazno se je odzval povabilu, tudi predstavnik oziroma član filatelističnega društva. Lepo pozdravljeni, gospod Tomše. Kot mi je znano, boste za popotnico v današnjo prireditev in hkrati v zaključku tako imenovanega Toporišičevega leta zdaj predstavili prav posebno poetično misel. Ja, dober večer vsem, ki ste se danes zbrali v tem prostoru. V tem prostoru slavimo, v tem prostoru se je v bistvu zbralo dvoje visokih jubilejev. Prvič spomin na akademika, ki je vse svoje življenje skrbel za to, da so besede pravilno zapisane, da so prav postavljene vejice in tako dalje in tako dalje. In na drugi strani slavimo jubilej ustanove, ki te besede hrani in nam jih podarja v obliki knjige in drugih oblik. No, mi, verigarji, torej društvo zbirateljev, smo v tem dvem jubilejem dodali en majhen kamenček. Oba ta dva kamenčka pravzaprav smo videli na panoju. Torej, gre za to, da smo zabeležili oba dogodka in boste ostala zapisana tudi skozi zgodovino pošte. Oba žiga boste ostala v muzeju Pošte Slovenije kot trajnih spomnik. Obe ovojnici bosta številne ljubitelje, zbiratelje
počastili. Torej, najbolj smo seveda ponosni na ta Google predalnik na levi strani. To je predalnik, v katerem je gospa Zorko Savica imela podatke o tistih, ki so k njej hodili izbirati knjige. Vesel sem, da smo sodelovali dobro z knjižnico in knjižnici, torej direktorci, tudi čestitam k visokemu jubileju. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa za to pomembno idejo in kar je še pomembneje, da ste jo seveda tudi udejanjili. Stari Pepi, kot so Toporišiča vedno menda naslavljali sorodniki na Mostecu, nekateri med njimi je tudi denarno pomagal pri študiju, je ohranil svoje lokalno narečje. Bil mu je zvest, spoštoval ga je in ravno ti vrednoti je v svojih poznih letih polagal na dušo vseh Slovencev. Slovenščino je treba spoštovati tako, kot svoj jezik spoštujejo pripadniki velikih narodov. Med mlajšimi generacijami so posamezniki, ki slovenščina tako zelo navdušuje, da se želijo z njo tudi poklicno, strokovno ukvarjati. Pri tem jih spodbuja in jim pomaga tudi ustanova patra Stanislava Škrabca, ki podeljuje štipendije. Pri tem je zelo pomembno, da je ta opus, ki ga je raziskal, znanstveno dodelal in ovrednotil akademik profesor dr. Jože Toporišič. In prav akademik Toporišič je prvi nagrajenec Škrabčeve ustanove za izjemne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja. Ustanova patra Stanislava Škrabca od leta 2004 spodbuja študij slovenskega jezika in njemu sorodnih jezikov, nagrajuje in izpostavlja posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja, popularizira vrednosti materinščine in vzdržuje njen ugled. Doslej je Škrabčeva ustanova podelila 88 štipendij odličnim študentom slovenistike, slavistike, klasične filologije in jezikoslovja, podelila 6 nagrad izbranim jezikoslovcem, slovenistom ter v svoje poslanstvo povezala znanstveno-izobraževalne institucije ter mnoge gospodarske družbe, ki jo podpirajo pri izvrševanju njenih ciljev. Na oder zdaj vabim pranečaka patra Stanislava Škrabca, soustanovitelja te ustanove, uglednega gospodarstvenika ter mecena kulture in umetnosti gospoda Janeza Škrabca, ki ima korenine prav v Brežicah. Izvolite. Dobro večer, najlepša hvala za tako lepo napoved. Zelo sem vesel, da lahko z vami delim ta praznik, da se lahko veselim tega dne. Ni naključje, da smo se povezali z Brežiško knjižnico, da skupaj organiziramo ta dogodek. Smo ponosni pokrovitelj, kot je bilo že rečeno, to pa predvsem iz nekaj vzrokov je tukaj potrovalo. Prvo, predvsem to, da sem intimno povezan z Brežicami. Moj star oče je bil tukaj ugleden zdravnik in Brežice so me ravno tako pomembno oblikovale, da sem danes prepoznavam pa tudi Riko kot odgovoren podjetnik, podpornik slovenske kulture, zato ker sem se resnično soočal vsak dan v tej hiši na začetku Prešernove ulice z slovensko umetnostjo in seveda predvsem z knjigami. Tista poletja sem preživel v tem okolju in se navdajal te kulture. In danes, ko sem se pripeljal v Brežice, sem seveda se najprej ustavil na grobu mojega dedka in moje babice. Druga stvar je, da smo zelo vpeti zadnja leta v gospodarsko življenje, saj pomemben delež prispevamo pri graditvi brežiške elektrarne in tudi upam, da bomo še naprej sodelovali pri teh velikih projektih, ki jih izvaja Posavje. Tretje, zagotovo sem ravno tako povezan z akademikom Toporišičem
kot sem z mojim prastricom, patrom Stanislavom Škrabcem, zato ker je akademik Toporišič največ prispeval k afirmaciji, k promociji, k znanstvenemu sodelovanju patra Stanislava Škrabca in vesel sem, da je največji jezikoslovec 20. stoletja povzdignil to ime in ga naredil za največjega jezikoslovca 19. stoletja. Pred 12 letih smo tudi z njegovo pomočjo ustanovili to fondacijo patra Stanislava Škrabca, ki je, kot je že rečeno, tako pomembno prispeva k afirmaciji slovenskega jezika, k pomoči študentov slovenistike. In seveda, gospod akademik Toporišič je prvi nagrajenec našega sklada, kot je bil tudi prvi govornik leta 1997, ko smo rojstno hišo patra spremenili v muzej in je danes eno pomembno kulturno središče v njegovem rojstnem mestu v Ribnici. Vesel sem, da bo danes že 12. generacija prejela te štipendije in seveda lahko samo rečem, da se bo tako naše podjetje Riko kot jaz osebno in seveda ribniška občina še naprej trudila pri razvoju slovenskega jezika, da si bomo zavedali to, kot je navsezadnje še en podjetnik, ki je živel v času razsvetljenstva, si zadal za svojo veliko nalogo, poleg seveda ustvarjanja teh gospodarskih pogojev, to je bil Žiga Zois, ki se je zavzel za slovenščino na konkreten način, da je materialne pogoje ustvaril velikemu slovenskemu jezikoslovcu Kopitarju, pa tudi dramatiku Tomažu Linhartu, da o Valentinu Gobodniku niti ne govorimo. Prepričan sem, da živimo v najboljšem času za slovenščino, to je današnji čas, nikoli še nismo bili tako afirmirani v Evropi, ampak ne smemo misliti, da je to samo posebej umevno. Vsak dan se moramo za to znova boriti, da bo naša prihodnost, da bo naš jezik pravilno. Jaz sem prepričan, da ravno naš jezik, slovenščina, prispeva največ k naši identiteti, da bomo se še naprej tako uspešno razvijali v tej naši Evropi, ki je pomembna ali pa ki je tako žlahtna ravno zato, ker ima toliko različnih kultur in seveda vse te vrednote bomo še naprej gojili. Hvala vam. Zdaj pa je na vrsti ta slovesna podelitev letošnjim štipendistom, tako da vas lepo prosim, gospod Janez Škrabec, če še enkrat pridete na oder in to v družbi državne sekretarke gospe Damjane Pečnik. Torej na vrsti je podelitev nagrad oziroma štipendij letošnjim štipendistom Škrabčeve ustanove. Štipendistka je Barbara Balantič. Je doktorska študentka slovanske filologije na Filozofski fakulteti Karlove univerze v Pragi. V svoji doktorski nalogi se posveča glagolskim oblikam s prihodniškim pomenom v starocerkveno-slovanskih in cerkveno-slovanskih pisnih spomenikih. Tu je tudi Mija Bon. Vpisana je v magistrski študij slovenistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V ospredju njenega študijskega zanimanja je dialektologija in etimologija ledinskih in hišnih imen. Z nami je tudi štipendistka Kristina Pranjič.
Zaključuje doktorski študij na oddelku za slavistiko, smer rusistika, v doktoratu raziskuje rusko književnost in umetnost avantgarde. Na te teme objavlja tudi svoje strokovne članke. Čestitke seveda. Najlepša hvala podeljevalcema in tudi vam srečno. Štirje štipendisti se podelitve zaradi študijske odsotnosti niso mogli udeležiti. Na študijski in življenjski poti je seveda veliko ovir in preizkušenj, a tudi izzivov in lepih dogodkov. Čim več takšnih vam seveda želimo, spoštovane prejemnice Škrabčeve štipendije. Tudi v glasbi rezultati ne bi imeli prave vrednosti brez radovednosti. Kot zna seči do srca lepa beseda, naj se nas dotakne melodija. Veronika in Krištof Strnad ter Lovro Rauber. Izvolite. Rekel si, da rabiš čas, rekel si pa ne na glas, da si moraš vse premlet, da se posvetiti spet, da sem ostala brez besed. Kaj dogaja se s teboj, pustil si varilni stroj, da je vedno bil sam tvoj. Daj pusti še objemi, kaj potem in kaj potem, če srcem s tabo grem, naj vsaj to smem, naj vsaj to smem. Daj pusti še objemi, naj ne povem, da srcem s tabo grem. La-la-la-la-la, pa-la-pa-la-la-la, Hvala lepa. Še eno zgodovinsko obdobje nam je ostalo, najstarejše.
Si predstavljate na eni strani to sodobno zgrajeno stavbo, v kateri danes domujejo knjige in ostalo knjižnično gradivo ter zaposleni in obiskovalci, ki s tem dodajajo živost, in na drugi strani čas, ko je bila za bralce pot do knjige povezana s potujočim kovčkom. Ta, lahko bi rekli, potujoča knjižnica je v domu upokojencev Brežice pripotovala že leta 1979. No, če bi se zdaj sprehodili po časovni lestvici, bi se zagotovo najprej zaustavili pri predalniku, brežiškem Googlu iz leta 1968 ali še bolj zgodaj pri prvem potujočem kovčku v sezoni 1959-1960. Upamo in želimo si, da bo po cestah kmalu zapeljal tudi bibliobus. Ob koncu leta 1954 je bila pri Ljudski knjižnici Brežice ustanovljena izposojevalnica odrskih del za okraj Krško. Zaradi zavzetih posameznikov, velikih ljubiteljev knjig, se je tudi to področje razvijalo bliskovito. In ob tem ne smemo pozabiti na osebo, ki je pomembno zaznamovala knjižnično dejavnost pri nas. To je Savica Zorko, ki je bila s knjižnico povezana od konca II. Svetovne vojne. Po upokojitvi v osnovni šoli 1. septembra 1955 pa je bila v knjižnici zaposlena kot honorarna delavka vse do vnovične upokojitve 1. septembra 1966. Po njej se imenuje tudi dvorana, v kateri danes praznujemo. Spomini so zanimivi in na srečo zapisani v kroniki Ljudske knjižnice Brežice. Prva knjižničarka Franja Mačkovšek, učiteljica na osnovni šoli v Brežicah, je Savici Zorko pripovedovala takole. Junija 1945 sem dobila od funkcionarjev na tedanjem okraju v Brežicah nalog, naj ustanovim tu knjižnico. Odšla sem takoj na delo. Ker je okupator uničil skoraj vse slovenske knjige, je bila prostovoljna zbirka teh v letih 45-46 zelo majhna. Nekaj dijakov iz pripravljalnih tečajev na gimnaziji, kjer sem takrat poučevala, je nabiralo po posameznih hišah v mestu knjige. Nabrali smo zelo malo. Zato sem poklonila knjižnici okoli 15 leposlovnih in okrog 30 mladinskih knjig, ki so se mi ohranile skrite na podstrešju. Ker s tem še ni bilo mogoče začeti knjižnice, sem se obrnila na vse ljubljanske založbe s prošnjo za poklonitev slovenskih knjig novo ustanovljeni Ljudski knjižnici v Brežicah. Vsi so se prošnji odzvali, posamezne založbe so darovale od 15 do 25 novih leposlovnih knjig. To je bil temelj sedanji knjižnici. Istočasno z nabiranjem slovenskih knjig je bila v Brežicah še ena akcija, namreč pobiranje vseh nemških knjig, ki jih je pustil okupator. Teh je bilo več kubičnih metrov in so jih z vozički privažali z vseh koncev mesta v gimnazijo, kjer sem jih v juniju, juliju in avgustu sortirala na znanstvene, leposlovne, mladinske in nacistične. Večino teh knjig so s kamionom odpeljali v Ljubljano, kjer je univerzitetna knjižnica knjige znova pregledala in nerabne izločila za odpad. V Ljudsko knjižnico ni prišla nobena teh knjig, ker je bila v izseljeniškem pasu parola. Nekaj let nobene nemške knjige. Za knjige, ki smo jih odstopili v univerzitetni knjižnici, nas je ta za revanžo napotila s toplim priporočilom na Ljudsko knjižnico Celje. Res se je ta izkazala s preko 100 novimi slovenskimi knjigami in tako je bila možnost obstoja Ljudske knjižnice Brežice zagotovljena. Bila je prva v okraju. V zimi 45-46 je že redno izposojala. Poleti 1945 se Savica spominja tako. Brežice so še napol prazne. Tuj rod, ki je nekaj let gospodaril našemu mestu, je odšel. Naši ljudje se vračajo. Počasi se izseljeniški pas ob Savi spet polni. Dan za dnem prihajajo v smeri od železniške postaje naši ljudje. Prisrčen pozdrav, stisk rok, solze veselja v očeh. Neverjeten delovni zagon zajame ljudi. Prav po Župančičevo. Veja se kosa z vejo,
katera se bo bolj okitila s cvetjem in pripravila v jeseni žlahtnejši sad. Tako smo, spoštovani gostje, cenjeni obiskovalci, pripotovali na začetek, predtem pa zaobjeli 70-letji knjižnice Brežice. A ni še čas za slovo. Vabini še v sosednji prostor na kulinarični zaključek današnjega druženja. Naj bo to priložnost za pobrkovanje po preteklosti in snovanje novih idej. Seveda prepletenih tudi s knjigo in lepo ter blagozvočno slovensko besedo. Srečno!